Goričko je kraj tišine, mehkih gričev in posebne svetlobe, popoln za umik in ustvarjanje. In tu stoji hiška, ki jo je oblikovalka poznala že iz otroštva in jo z občutkom za stare materiale ter ljubeznijo do starinskih kosov z zgodbo preobrazila v unikaten ambient. Na prelepem Goričkem med vinogradi in razgledi je oblikovalka nekdanjo zidanico iz 80-ih let spremenila v topel dom in atelje, kjer se zdaj prepletajo delo, narava in umetnost. Nina, kakšna je vaša zgodba s tole hiško? Vi ste jo že od nekdaj poznali, a ne? Tako je. Poznala sem jo že od otroštva, ampak žal le od zunaj. Njena zunanjost me je že pritegnila že pred leti, vendar si nisem upala pomisliti, da bo kdaj to moj dom. Ampak zakaj ste jo poznali? Poznala sem jo iz otroštva, ker blizu ima moj oče in mama imata vinograd, tako da sem smo zahajali vedno ob vikendih oziroma tu so se dogajale tudi kakšne zabave. Tako da celi čas sem jo opazovala in rahlo upala, da bo mogoče kdaj iz tega kakšen projekt. Ampak kakšni so bili prvotni načrti glede tele hiške? Je že bila na začetku mišljena, da bo to vaš dom? Ne, nikakor. Najprej sem mislila, da bo le vikend, zatem pa je postal dom. Ampak tisti prvi prebojni trenutek je bil, ko sem vstopila v prostore, katerih še prej nisem poznala, in zagledala toliko lesenih kosov oziroma toliko prisotnih materialov, ki so me navdušili, sem se v tistem trenutku odločila, da je to nekaj, v kaj bom investirala. Pri prenovi sta vam veliko pomagala brat in oče. Kako je bilo sodelovati z ožjo družino pri tem? Tako je. Brez njiju nikakor ne bi bilo to izvedljivo, kajti bila sta prisotna pri vseh opravilih, katerih se jaz nisem mogla lotiti. Velikokrat sta me tudi prehitela z kakšnim opravilom, preden sem jaz sploh kaj povedala. Aha. Kako je pa potem to izgledalo, da ste morala potem popravljati, ker ni bilo čisto vaše? Ja, v tistem trenutku še jaz nisem tu stanovala oziroma živela in vedno, ko sem prišla na svojo parcelo, so delavci že poprijeli za svoje delo. Vaš oče je sicer mizar in potem tudi vinar. Kako so njegova znanja lahko tukaj prišla prav? Vsa njegova znanja so tu prišla res do izraza, ker je vešč v vseh pogledih. Najbolj pomemben projekt je bil zame veranda. Cela veranda je zasnovana po njegovi ideji, s čimer sem se takoj strinjala. Tu ni bilo nobenih iskanja rešitev. Bolj ali manj pa je veranda reciklirana, tako da v tem je moj oče zelo izkušen. Tudi pri polaganju ploščic je bil celi čas prisoten, pri vseh zidarskih opravilih je bil aktiven, tako da zelo malo dela mi je ostalo. Kreativni del pa je ostal na meni, za kar sem tudi zelo vesela, da je končno prišlo do realizacije, da sem lahko izživela vse svoje sanje oziroma vse, kar sem sanjarila že nekaj let. No in zdaj greva k tej vaši kreativi, ki vas je vodila pri opremljanju vašega doma. Kaj vse ste postorili sami in kakšno vodilno idejo ste želeli tukaj zasledovati? Ja, vodilna ideja je bila vključiti čim več vintage kosov, ki so mi še posebej pri srcu. Obožujem porcelan, stari porcelan. Tudi keramika mi je zelo blizu, tako da sem probala narediti nekakšen miks vsega. Nina si je svoj dom zamislila kot svetel in zračen prostor, zato je kot osnovo izbrala belo barvo. To nevtralno podlago je želela poživiti z barvnimi poudarki. Ko je naročila kuhinjo v bež odtenku, je začutila, da kombinacija bele in bež potrebuje še kanček značaja, zato je prostor obogatila z modrimi in sivimi dodatki. Končni prepoznaven pečat pa je interjer dobil, ko je v jedilnico umestila sliko svoje priljubljene lokalne umetnice Sabine Šinko. Katere posebnosti najdemo v tem osrednjem dnevno-bivalnem prostoru? Omara, ki je v dnevnem prostoru, mi je še posebej pri srcu, ker vem, da prihaja z Madžarske.
Žal njene letnice ne vem, ampak mislim, da nosi veliko zgodb. Naslednji predmet, ki mi je še posebej pri srcu, je pisalna miza, ki je bila nekoč v osnovni šoli Kobilje in mislim, da je marsikdo sedel za to klopjo oziroma da se je tu zgodilo veliko zgodb. Zatem je oglasna deska, ki je bila v lasti občine Kobilje, ampak ko so prenavljali občino, seveda nisem imela srca, da bi takšen čudovit kos pustila na odpadu. No in potem je tukaj še nekakšen podaljšek te dnevne sobe, ki pa se zdi, da je včasih imel eno drugo vlogo, ne? Tako je. Bil je balkon, ampak zaradi pomanjkanja prostora smo se odločili, da bo tukaj spalnica. Odstranili smo okna in vrata, ki so že itak dotrajala, zato je v bistvu to en najlepših kotičkov v tej hiši, ker zbudite jutranjo sonce in pogled je čudovit. Ste si pa v tej hiški uredili tudi svoj ustvarjalni atelje. Kaj je pa bilo tam pomembno? Kaj ste tam potrebovali? Zame je bilo pomembno to, da se loči privat in poslovno in me veliko pomeni, da je posebej vhod. Pa vseeno, da ni predaleč, ne? Da lahko človek na pol v copatih gre v službo. Tako, lahko greš v copatih, čeprav se ne spodobi. Nina je oblikovalka usnjenih izdelkov, namenjenih predvsem ženskam. Svoj ustvarjalni atelje je prej vodila v Murski Soboti, kjer so se njene stalne naročnice navadile na osebni pristop in neposredni pogovor z oblikovalko. Ob selitvi na Goričko ji je bilo zato še posebej pomembno, da ima na voljo ločen delovni prostor ter prijetno, udobno sprejemnico za srečanja in pogovore. Kakšen je pa namen tele ljubke lesene hišice zraven vašega osrednjega doma? V bistvu je drvarnica. Morate vedeti, da sem strastna zbirateljica starih kosov in ker niso žal vsi kosi šli v hišo, sem jih spravila v ta prostor, ki je v bistvu nastal zelo ljubek, majhni prostor, kjer velikokrat spijem jutranjo kavo. Zaradi tega, ker pač delam doma, veliko časa preživim v delavnici, mi je tista jutranja kava zelo pomembna, da si lahko izbiram vsak dan drugo lokacijo za kavo. In Nina, kako bi rekli, da tole Goričko, da tale okolica, da tile lepi razgledi vplivajo na koncu na vaše življenje pa na vašo ustvarjalnost? Rada potujem, rada grem v mesto, ampak vedno znova se zelo rada vračam domov. Še posebej pa me navdihuje ta razgled in mir, kateri mi omogoča več kreativnosti. Goričko mi predstavlja mir in dom.